Evakuacija. Načrt evakuacije. A vi ste pa novi? Kaj pa gledate? Seznanili se bomo, po kateri poti bomo v požaru zapustili blok. Zakaj je pa to treba? Saj pri nas ni še nikoli gorelo. Mami, kaj pomenijo ti zeleni znaki? To so znaki, ki označujejo smer evakuacije in jim bomo sledili na prosto. Ja, tako se bomo umaknili z bloka in se zbrali na dogovorjenem zbirnem mestu. Z načrtom evakuacije seznanite vse družinske člane. Udeležite se praktičnega usposabljanja za izvajanje evakuacije. Prosta evakuacijska pot. Pomembno je, da je evakuacijska pot prosta in prehodna, da na njej ni predmetov, ki bi nam onemogočili izhod. Ali lahko dosežeš ključe na tej polici? No, od sedaj bodo ključi vedno na tej polici. Tako bomo vsi vedeli, kje so in tudi vsi jih dosežemo. Le kam sem spet dal te ključe? Oče, se peljemo z dvigalom? Ne, blok bomo zapustili po stopnicah. Ob požaru nikoli ne uporabljamo dvigala. Ostanite mirni. Ključe stanovanja hranite vedno na istem mestu. Evakuacijska pot mora biti vedno prosta in prehodna. Ob požaru ne uporabljajte dvigala. Evakuacija ni možna. Ne odpiraj vrat. Najprej treba preveriti, če so topla. Topla so. Ne smemo ven. Očitno je, da na drugi strani gori. Hitro zmočimo brisače. Poklical bom na številko 112. Če so vrata vroča, jih ne odpirajte. Z vlažnimi brisačami ali drugim blagom zamašite odprtine na vratih in tako preprečite širjenje dima v prostor. Pokličite na številko 112. Po evakuaciji. Moj ježek, kje je?
Kje sem ga pustil? Mami, nazaj moramo po mojega ježka. Ne smemo nazaj v blok, to je prenevarno. Vse gasilci že prihajajo, vse bo še v redu. Ali kdo videl soseda? Povedal bom gasilcem, da je ena oseba mogoče ostala v bloku. Nikoli se ne vračajte v gorečo stavbo. Obvestite gasilce, če je kdo ostal v stavbi.